Naj se lahko mogoče za uvod, seveda najbolj srečno novo leto, ko se prvič vidimo. Naslednji teden bodo teme precej aktualne, mislim, da bo zelo dinamična in polna plenarka, začenši s tem, da bomo govorili o dogajanju v razmerah v Iranu, v Iraku. Danes veste, da je zasedanje zunanjih ministrov, včeraj smo imeli tudi v Bruslju in Kamera zasedanje zunanjepolitičnega odbora, kjer smo bili informirani o tem, kaj Evropska unija dela v pogovoru z vsemi partnerji na Bližnjem vzhodu in kakšne so pričakovanja danes pred zasedanjem zunanjih ministrov. Predvsem dve stvari se mi zdi, da bosta ključni, ki jih bomo izpostavili, da potrebujemo zelo enoten in jasen odziv Evropske unije, ko gre za dogajanje v Iranu. V Iraku ves čas nas opozarjajo, če zadeve eskalirajo več različnih vidikov. Eden tak teh je, da v Iranu danes tudi 3 milijone Afganistancev, ki množično zapuščajo državo in lahko ima to tudi dolgoročno posledice skozi begunske tokove, skozi varnostne razmere. Drugo pa je, da bomo skušali za vsak način ohraniti jedrski sporazum in to bo tudi danes, mislim, da sporočilo zunanjih ministrov. Včeraj smo bili obveščeni, da je Evropska zunanja služba in v stalnem stiku z vsemi partnerji v regiji, da je trenutno situacija deeskalacija razmer, da ne pričakujejo, da bi se stanje znatno poslabšalo, je pa seveda ves čas potreben resen dialog in pa predvsem vzpostaviti začasno vsaj ustavitev vseh vojaških aktivnosti in ognja, zato da ta dialog se sploh lahko začne. So tudi v stiku z Agencijo za jedrsko varnost na Dunaju, ki vidijo ta trenutek, da ni kakšnih večjih gradnikov, tako da bodo skušali narediti vse, kar zadeva Evropsko unijo, da jedrski sporazum ostane živ, da se ne sklepa novega, kot se pozarja, da so že do tega potrebovali 10 let, čeprav bi se tam želimo. To, da bo, mislim, da je naslednji teden predvsej v luči dogajanja v Bližnjem vzhodu. Bo tudi aktualna razprava o gozdnih požarih v Avstraliji. Mi ste verjetno zasledili, da ta teden smo vsaj socialni demokrati, ki tudi s kolegom Milam Brglezom naslovila eno pisno pobudo na našega komisarja za razvojno pomoč, da se mora Evropska unija vendarle bolj angažirati. Naslednji teden tudi sprejemamo resolucijo o zelenem dogovoru in pa v skladu za pravični prehod v bolj varno zeleno družbo, kar zadeva Avstralijo. Avstralija ta trenutek ni zaprosila za pomoč, vsaj ne finančno, in Evropska unija stoji pripravljena pomagati, če bo to potrebno. Je pa res, da te gozdovi in požari, kar se dogaja v Avstraliji, zahtevajo nek, bi rekla, preskok tudi v glavah Evropejcev, da moramo več narediti za naše okolje, da če se dogaja v Avstraliji, na drugi strani planeta, ampak da to zadeva tudi nas. Tako da je potreben večji angažma, večja aktivnost Evropske unije in te okoljevarstvene teme bodo naslednji teden tudi na agendi. Kar zadeva, imamo tudi hrvaško predsedovanje. Ponedeljek bo verjetno zanimivo spremljati, kaj se dogaja s katalonskimi poslanci, ker veste, da ne bi dva, mislim, da prišla na plenarno zasedanje, potem Evropsko sodišče tako odločilo je tudi predsednik, jaz moram reči, Sassoli se je izjemno dobro odzval, da institucija jasno odpira vrata katalonskim poslancem, je počeli na eno veliko razočaranje, ki se ni še ni špansko sodišče odločilo v nasprotju z Evropskim sodiščem in ni spoštilo na prostost oziroma ne bo dovolilo prehoda pod predsedniku katalonskemu, da bi prevzel svoj mandat, ki je dobil 13-letno zaporno kazen. To se pa kaže na to, da Španija v bistvu tudi več notranja zadeva Španije, ampak se je cela zadeva, glede na to, da gre proti Evropskemu sodišču, dobila drugačne razsežnosti. Sama, ker sem zdaj tudi v vlogi pogajalke, še mogoče ena tema povezana z Balkanom pred volitvami v Srbiji,
ena tema, ki bo aktualna. Vemo, da so ta polletna predsedovanja na nek način neka rdeča nit prioritet, ki jih Evropska unija ima, tako da zagotovo bo velik izziv za hrvaški proračun, ki je pod finskim predsedovanjem nek način malce zaspal oziroma dobro neke okvire, ki so v Sloveniji predvsej nespremljivi. Upam, da bo Hrvaška zastavila, pa Nemčija zaključila v drugi polovici leta, da bi tudi potem za Slovenijo bilo malce bolje, predvsem da se neto plačniki malce omehčajo in da proračun se poveča in da potem tudi se ustvarjajo spomenove varnostne mreže za zahodno Slovenijo in podobno, zato da povečan regionalni sklad, predvsem pa kohezijski in pa program razvoja podeželja, ki sta najbolj napadli. Tudi jaz mislim, da bo Hrvaška tu imela velik poudarek. Drugo, kar zelo izpostavljajo, so te demografske stvari, imajo svojo komisarko, ki je zadolžena ravno za to področje in v tem delu jaz mislim, da je stvar tudi kar zelo povezana tudi z področjem proračunom v kontekstu tega principa solidarnosti, da bi ne bila sredstva za strukturne sklade dovolj velike, kajti le potem podložili razlike med regijami, ki so pravzaprav največji generator potem tudi teh notranjih migracij v Evropski uniji. Bližnji vzhod še enkrat se je pokazal, kako se na tej šahovnici veliki igralci preko noči odločajo, potegnejo poteze. Evropa s svojo mehko silo, kot jo rada imenuje, ima določen vpliv, vendar pa je več kot očitno, da v tem vojaškem delu se ve, kje so te, kdo ima te vzvode v rokah in da tu Amerika, Rusija, tudi če hočete, da Iran, Turčija, Saudska Arabija, Izrael so tisti, ki na tem podajajo. Jaz mislim, da pri teh sodbah je zelo nehvaležno, ki je prevelik soditi, ker imaš vedno dilemo, kje bi ne začel ta posodbo dogodkov ali takrat, ne vem, ko je, zdaj, če gremo nazaj od tega atentata na tega generala, ali takrat, ko so napadli veleposlaništvo, ali takrat, ko, ne vem, prihaja iranska opozicija razlaga, kako je, ne vem, 1000 ljudi bilo ubitih v zadnjih demonstracijah in podobno, tudi zelo kompleksna zadeva in več ali manj v zadnjih letih, desetletjih, ki dosti več kot povladanje krize pa neke nove eskalacije, ves ta zahodni svet ni uspel narediti, zato mislim, da je zelo pomemben del, ki imamo znotraj proračunov pa teh prioritet za naslednja leta, da se bo znal predvsem upravljati s temi migrantskimi valovi, varovanje meja in podobne stvari, kajti to je lahko ena posledica, ki bo zopet kot kolateralna škoda Evropa kratko potegnila, kot mogoče celo je kratko potegnilo to ukrajinsko letalo, za katerega se tudi ne ve pravega razloga, zakaj je padlo. Ključna zadeva zame na tem njenem redu bo debata, se pravi sprejem resolucije o Green Dealu, zelenem dogovoru. Decembra je Evropska komisija prinesla krovni dokument, v katerem vidimo v zadnji celo vrsto podzakonskih ali pa, če bi z našim besednjakom rekel, dokumentov, ki se bodo sledili v letošnjem letu, mislim, da bo 38, če se ne motim, in zelo izvršljivi dokumenti iz različnih področij. Upam, da bomo tudi doma dobro pregledali, kaj se pričakuje tudi od držav članic. Ključen dokument zame do konca junija je bilo končno poročilo o energetsko-okoljskem paketu, ki ga mora država članica pripraviti usmeritve, tako da ta zeleni dogovor jaz ga jemljem kot en zelo velik in pomemben strateški dokument, ki bo na nek način usmeril razvoj Evrope po eni strani s ciljem, kako omejiti vplive na okolje in zmanjšati te posledice podnebnih sprememb, po drugi strani pa iskanje tudi razvojnih priložnosti za vsakogar posebej v kontekstu novih tehnologij, razvoja, kje bodo tista mesta, hkrati pa
podrobno pogledati, kaj pomeni to na socialni položaj ljudi, na delovna mesta, na energetsko revščino in podobno. Zato mislim, da govorimo o enem zelo pomembnem strateškem dokumentu, ki bo zaznamoval precej aktivnosti v naslednjih letih. Povezano s tem je ta sklad za pravičen prehod, nekih 100 milijard, bi se nekaj noter vrtel, to je desetina proračuna za 7 let. Res, da je tu noter se še točno ne ve, koliko ali pa prve znake, koliko denarja bo šlo iz strukturnih skladov, koliko iz Evropske investicijske banke, koliko tudi preko finančnih inštrumentov Evropske unije, tako da tu bo še kar precej bitke okrog tega, tudi v tej luči, da se še v bistvu ne ve, kakšen bo finančni okvir, koliko denarja, na primer v kohezijskem skladu, tu se pa že kar približno določa, ne vem, koliko milijard, ki bi nešli v to noter. Tako da upozarjam v tem kontekstu, da sam iz te 5-letne izkušnje imam postavljam takšno tezo, da je iza nekega strateškega dokumenta, ki mogoče na prvo pogled zgleda zelo abstraktn, ima marsikdo že zelo jasne akcijske plane, kaj bo naredil. In, ne vem, pomenljivo je bilo to, da sem dobil v roke dokument nizozemske vlade, odgovor na Green Deal, ki sem dobil v roke teden prej, prednje komisija predstavila Green Deal. Kar pomeni, da nekdo podožil za pripravlja stvari, podobno je bilo pri tem Junckerjevem skladu in tisti, ki tu ne bo znal dosti hitro odreagirati, pa se tudi v ta tranzicijski sklad bo imel lahko v nadaljevanju zopet težave in bo zgolj sledil z nekih politik. Tako da jaz mislim, tukaj je zelo pomembno, kako se bo vsaka država posebej odzvala na to in imela kvalitetne odgovore v luči tudi svojega gospodarskega razvoja, tudi jasne strategije na različnih področjih, od energetike, prometa, stanovanjske politike in kmetijske politike in podobnih politik. Tako da sprejemamo najprej resolucijo, ko bo zdaj pogajanje med skupinami, še da se ta tekst uskladi, potem pa tudi ta osnovni krovni finančni dokument, ki še ima tudi še vedno pomembno na konc nekaj neznank, da pa okviri bodo zelo znani. Španija je bila omenjena, spoznavamo, da je to ena samo svoja država, ne glede na to, kdo je pri njih na oblasti, ali so socialisti, ali je EPP, ali so različne koalicije, ko prideš na ta katalonsko-španski spor, so zelo neke ostre poteze, ostre linije in vprašanje, kaj bo sedaj naredila tudi Evropska unija, konec konca, da imamo sodbo Evropskega sodišča, ki jo nekdo ne upošteva in lahko celo zadeva dobi nove obrate in konec koncev zagotovo mesto tudi v Evropskem parlamentu in znotraj Evropske unije za bolj jasno odločitev okrog vsega tega, je pa vse kompleksno zadeve in zelo zanimivi odzivi. Nismo omenili, tudi Mađarska bo zopet na tapeti, 7. člen Poljska, tako da kar en kup teh šlager tem nas naslednji teden čaka. Ja, tako pozdravim še v mojem imenu, ki je vam žena uspešno zdravost in srečno novo leto, ki se prvič vidimo, naj smo začeli nekako odkole zdaj. Kar tiče Bližnjega vzhoda, kar se dogaja pravzaprav pričakovano, zdaj smo temu velikem filmskem finalu, če tako rečem. Se pravi, tukaj bo zdaj Evropsko unijo pravzaprav vključen bil to, ali bo sploh pripuščena k ameriško-iranskim pogajanjem. Očitno že bodo v zadnje potekali ta igra vojaško-diplomatska že intenzivno teče, treba je, da Iran pač ima druge najviše naftninske zaloge, ne? In igra je od tega, da je smo modelali Gruzije, zdaj tukaj imamo vprašanje Libije, samo se Turčija intenzivno začela upretati in to je zopet ta zonalni politični izziv, na katerega naš skupni predstavnik niti predsednik sveta nimata odgovora, ne pravzaprav priznava, da ga nismo pravi. In to je velik izziv za Evropsko unijo, ker je to videno na zeleni svežen, kjer so nekateri idealistično pričakovali, da zeleni svežen pravzaprav pomeni konec teh geopolitičnih zgodb, pravzaprav pomeni začetek do celovitega obračuna, kdo bo tisti, ki bo dobavljal in kdo bo tisti, ki bo plačal. Države so pač tukaj notri pred dvema izbirama, kako bodo to tranzicijo pač energetsko
spravili skozi. Prvo je hotel plin, ko se je Nemčija odločila, da smo zelo skriti, Francija se odločila, da so blokirala na jedrsko energijo, da je ta plin je tudi zdaj glavni adut in to bomo vedeli, da bo pač dokumentirali zadeve za naslednjih 30-40 let. Ko smo to pač opredelili, tudi pač to ta zgodba, ki je zelo jasna. Iran je zelo jasno, si želi imeti Irak pod nadzorom od neko buffer cono do svojih sovjetskih sosed. V Saudske Arabije, tudi se pa zdaj Trump ni pogaja. Verjetno preko Švice, ker je država dobro diplomatskih storitev, ki so državi nimate medsebojnih diplomatskih odnosov. Zdaj dokumenti so tudi pomembni nas prihodnji teden, je potem tukaj imamo za skupno zunanjo in varnostno politiko oziroma obrambno politiko. Mislim, da je ta tudi dva dokumenta, ki je relativno pomembna, predvsem ta drugi o obrambni politiki, kjer je izpostavljena prvič ta tako imenovana vprašanje strateške avtonomije Evropske unije, ki katerega nekateri razumejo kot neko razkol za NATO, pravzaprav dokument poudarja na eni strani potrebo po tej strateški avtonomiji, na drugi strani pa strateško partnerstvo med Evropsko unijo in NATO. Tukaj smo nekih vloženih amandmajev, ki so bili v tem zboru potrjeni. Potem tudi je situacija v Libiji, ki je že tudi omenil. Libija je pomemben zopet neko dobavitelj, predvsem plina za Italijo in Južno Evropo. Zavem, da je pač Turčija intenzivno stopila v ta konflikt na strani tako imenovane mednarodno priznane vlade. In to zopet postavlja Evropska unija v zelo neugoden položaj iz celovitih odnosov za Turčijo, katerih nimamo urejene. Zdaj malo pravzaprav pogledamo na eni strani dogovor glede zapiranja balkanske migracijske poti. In zdaj Turčijo, ki nam postavlja vedno več izzivov, kot veste, da je ta teden odprl turški tok, ki je prišel do Bolgarije, Srbije, zdaj verjetno parih mesecih naprej na Mađarsko in potem do Črne Gore do Baumgartna v Avstriji, kar tudi ima neke določene strateške implikacije za Evropsko unijo, ki Evropska unija tudi pravzaprav neče odgovorila na to vprašanje. Potem imamo teme, tudi kot je bil zeleni dogovor. Zdaj tukaj se postavlja jasno, da pri tem dogovoru, ki resolucija postaja zelo očitno, da je obdobje, kot bi rekel, romantično politično obdobje se je končalo. Zdaj vstopamo v to surovo realno politiko Evropske unije, to je ta Just Transition Fund, oziroma ta, to že prevod je sklad za pravični prehod, to je plačilo za poljsko podporo predsednici in pa komisije, in pa zelenemu dogovoru na svetu, torej govorimo o 100 milijardah. Tisto, kar jaz v tem dokumentu da pogrešam, tudi pa naša skupina smo obravnavali v sredo, prejme se v določenem amandmaju. Gre za tisto tezno vprašanje, kdo bo pravzaprav financiral predvsem za raziskave in razvoj. Evropska investicijska banka je ocenila, da bi za to potrebovali 350 milijard, medtem ko komisija še vedno govori o 100 milijard, to je 3,5-krat razlika med tem, kakšne so finančne cene. Torej tudi vpliva na to, kakšen bo večletni finančni okvir in tukaj dogovora znotraj Evropske unije. Ni se pa že kažejo nekateri posamezni cukrčki, posameznim državam, ki bodo, da pač bodo podprli ta dogovor. To je ta razprava bo še zelo zanimiva. Jaz sem s tem, kar je rekel Franciji, da pač države tukaj bodo pač morala iskati svojo pozicijo, tukaj bo zelo pomembno, da države bodo pač opredelile neke strateške, zlasti strateške usmeritve. Tukaj v Sloveniji sem tudi na določene korake smo naredili, da še kar nekaj izzivov čakati. Potem pa se je tu še razprava o tudi na skupini sem imel, da to ni zdaj na dnevnem redu še, je vprašanje migracijske in azilne politike. To je zelo preče vprašanje. Skupina se odločila, da bo to že odprla. Zdaj ne še na tej plenarki, ampak tudi pripravljena na resolucijo, da je naš lastni temeljni dokument, ki naslala to širše vprašanje od azila, migracij, delovnih migracij, kako pridobivati potrebno delovno silo, talent in tako naprej. Relativno različno, da je zelo presenetljivo dober dokument. Mislim, da bo to ta potem lahko bil relevantni na evropski ravni. Potem tu se da vprašanje Mađarske, 7. člen, to je zelo preporoča tema, oziroma reč, tam se pa zdim zelena, šlaga tema, ampak vendar vprašanje ni tako enostavno, da se zdaj skriva nekaj drugega. Zdaj, če delamo z Brexitom, se ima razmerje stil političnih v parlamentu spremenilo, tako bo absolutno število poslancev, ne gremo na 705, nekatere skupine ostanejo iste, kar pomeni, da se jim število glasov
relativni delež in moč v parlamentu poveča, kar pomeni, da bodo tudi spremembe v tako imenovani proevropski večini. In to je taka zelo huda debata vroča v naši politični skupini, moram priznati, v sredo. In to je eno vprašanje, ki se postavlja zdaj, kaj pravzaprav se dogaja na relaciji nekaterih držav, ki očitno, predvsem Mađarske in Poljske, ki je direktor, ki govorijo o potrebi neke nove politične skupine v Evropskem parlamentu in kaj je to pravzaprav pomeni na celotno razmerje sil pod vojnem pomjana. Tako da bo zanimivo, ta plenarka bo zanimivo, pomembno tudi dogajanje v ozadju, še pomembnejše pa bodo razprave, ki se bo začele po plenarki na ravni političnih skupin, ko se bo pa oblikovali v odbori, v katerem pač nekaj mesta bo spraznil, kako da bo drugi ljudje to pokrijo, čisto konkretno potem so razmerja, se bojo spremenili znotraj posameznih odborov. Tako da je kar bo, no? Ta januar se bo zelo dinamičen v Evropskem parlamentu. Mogoče samo ena stvar, ki mislim, da smo vsi trije pozabili, da sem jo konferenco o prihodnosti dokument sprejemamo, zdaj se spomnila, da si govoril dokument, resolucijo, ki jo podpiramo vse evropske politične skupine. Če vas bo bolj zanimajo, gre za konferenco o prihodnosti, začela se bo 9. maja, trajala bo 2 leti, tudi kompozicija je že približno v tej resoluciji zapisana, kako mi vidimo z Evropskega parlamenta, da nekje 136, mislim, da nacionalnih predstavnikov, mislim, da je 136 evropskih in ko bo to drug teden, ta konferenca, kako bo izgledala. A to je delovni dokument, so še zadeve odprte, kar je vprašanje, kakšna bo ta agora, ne tako moralna agora. Ja, glavno imamo resolucijo. A bomo imeli nacionalnih državnih članicah še nekajšne dogodke. Zdaj, tisto, kar mi ne želimo. Mi v Renew smo rekli, da prvič ne želimo še ene konference o ustavni ureditvi, mi želimo konferenco o prihodnosti Evrope in tisto, kar tam so detajli, se malo vela, kje je detajl. Detajl je zelo institucionalna reforma znanja. Si vi govorili o politikah, nihče ne bi pa govoril o reformah. Tako, zdaj, kompromis je dosežen tak, da pač večkrat v ozadju teh pogajanj vključen. Zdaj, eno vprašanje, jaz govori samo o politikah, ali govorimo tudi o institucijah. In tisto v institucijah se skriva tisto ključno vprašanje, način odločanja in glasovanja, ali konsenzualno, ali kvalificirano večino, predvsem pri zunanje političnih tem, to je zelo delikatno vprašanje, ki zadeva tudi Slovenijo. Tako da tu je še nekaj odprtih vprašanj, da kot sem Tanja rekla, kompromis je, da to puščamo odprto, bomo videli, kaj se bo skozi razpravo formulirati. Tukaj smo še nekaj detajli, ker nekateri bi želeli, da je neka razprava vezana na mlade, pa na državljane in tako naprej. Tu smo mi rekli, da pravzaprav je to nesmisleno, pa se bodo državljani ne glede na starost. Zdaj, kaj boš na stališče mladih, stališče državljanov, to je smisleno. Tako da naša skupina zagovarja čim širši krog razprave. Ne bodo teden odprte, če želimo vedeti, kaj pravzaprav državljani o Evropski uniji mislijo, kaj od njih pričakujejo in te bo bil, kaj boste razpravljati. Kako pa bodo razočarali, ko ljudje pravzaprav kaj skupina sploh ne govori. Tudi to je možno rezultat. Pa če je malo tega, ampak vsekako ne. To bo vedno. Zanimljivo bomo videli, kakšen bo kompromis. Nekaj, ki smo odprli, tako da je Bom jaz vprašal Simon Baložic, TV Murska Sobota. Niste kaj dosti omenjali Brexita, 31. januar je potem ta deadline. Kaj se bo zgodilo z 31. januara na 1. februar? Oziroma, kakva bo svečnica letos? Brez britanskih poslov. Vse malo sem omenil, pač to, kar se dogaja, je pač ta politična neposredna posledica, koliko kdo dobi, koliko dobi. To se preštevalo na domačke, uštejemo glasove, kot rekel vse v parlamentu. Je tako kar nekaj negotovosti, je, kaj bo res točno, mislim, da Ben zares ne zna povedati vseh posledic, kar zadeva Evropski parlament, bo s 1. februarjem se toliko spremenilo, da se bo malo zasukal v desno, ker bojo ostale poslanske skupine, vključno liberalci, zeleni,
kar je Klemen omenil, se bo, to je kar zadeva strukturo parlamenta. Ostalo je v dogovoru, kako imamo. Smo imeli pa precej čustvenih trenutkov v zadnjem listu direkta v naših skupinah, tako da odhajajo poslanci, je bilo pa seznam solze in jok in hrvati. Ta razlika v tem, konzervativci imajo svojo skupino in včasih so bili del ljudske stranke, da je konzervativna in mi nikoga ne zgodimo zelo poslancev. Razmere, kot rečeno, se posledično proporcionalno malce spremenijo. Zdaj, de facto se ta Brexit zgodi in 11 mesecev časa za dogovor. Johnson je napovedal, da ga ne bo podaljševal, relativno kratek čas za sprejetje nekega trgovinsko-slovenskega, ne vem kakšne sporazuma. To je zdaj čas, ki bo treba v tem letu zapolniti, sicer pa ostane stvari, kar se tiče financiranja evropskega, je leto 20 vključeno in je celoti nespremenjeno kot del tega finančnega obdobja. Z naslednjim letom se pa že začenjajo potem te stvari, ki so pač avti in zelo intenzivno. Mislim pa, da je v redu, da je šef Barnier še naprej pogajalec in da ima to kontinuiteto. Zdaj, koliko pa tukaj taktiziranja z britanske strani, želji, sprijet, dogovor, ne sprijet, bomo vedeli. Ne bo pa enostavno in hkrati narediti državo, ki ne bo članica Evropske unije, imeti z njo nek korektni odnos, pa ne več skušnjavo še komu, da bi podoben status prišel, kot bo prišel Britanci, če bi v bistvu se koristi skupne unije imel, pa bi ozmulej, da je ta predvsem javno-finančni vidik, ki je bil eno od vodil tega, da pač bo manj plačil v Evropsko unijo, zato ne potegneš koga za sabo. Definitivno to je to posledica pri pripravi večletnega finančnega okvira od 1050 milijard, ki je bil za 7-letni proračun Evropske unije, so v tem času Britanci ne 15 milijard več plačali, kot iz njega dobili. Je to posledica in to, kar mislim, sem že to enkrat dejal. Ne gre samo ena članica, ampak je članica, ki ima ekonomijo 19 najmanjših članic. Tako da je to velika rana v organizmu Evropske unije in bo meni določeno posledica. Ja, zdaj težko je za v tem trenutku reči, kaj je pravzaprav bo. Po 1. februarjem zelo hudih, dramatičnih dogodkov ne pričakujem. Veste, problem je v tem, da pravzaprav zdaj smo eni taki tranziciji v Evropski uniji. Zdaj Johnson seveda vod svojo politiko, če malo spremljate, kako glasuje njihov parlament, recimo, ne vem, šli bojo pa liberalni, to so že sve. Potem ta dogovor so zdaj potrdili. Jaz mislim, da bo šla zgodba naprej tašna, da bo pač zdaj to obdobje emocionalno trajalo do konca tega zasedanja. Potem se bo začelo pa tisto trdi del zgodbe, ko bodo začele države, jaz vidim pri naših Francozih v skupini, medtem ko je bilo dosti emocionalno, kot je Italija, ampak pri Francozih je že videl, kako je stališče relativno jasno. In v katero so imeli tudi pri nemški situaciji tudi zelo jasna. Stari ljubezni. To so stari ljubezni, zdaj se pripravlja, zdaj pač v tem obdobju do 31.1. ne bo pretresal, zdaj so začelo biti trdo pogajanje. Zdaj imamo vprašanje na mizi, to je tudi del agende, to pravi vprašanje pravic državljanov, tako evropskih v Združenem kraljestvu, kot Britancev oziroma državljanskega kraljestva v Evropski uniji, ker situacija ni tako zelo preprosto, recimo župani imate tudi župane, ki so britanski državljani lokalne skupnosti. Torej, tukaj so neka vprašanja in tukaj recimo Johnson pa konzervativci zagovarjajo zelo trdo linijo. Tako da, naprimer, tisti status pravzaprav ni jasen, kakšen ga bodo imeli evropski državljani, potem, ko bo se ta Brexit zgodil, kakšne bodo njihove pravice in obratno, recimo 12, tudi pri nas v Evropski uniji jasno, 12 držav članic, pa moram priznati, da nisem preveril, kam Slovenija so, pa priznam, da nisem še sabel, bo recimo naredili nek automatizem, medtem ko 12 bo pa kar zahteva določene postopke, ko še malo dokazati, da si to klesno v tej državi in potem bo že tiste pravice, ki ti pripadajo.
te stvari se bodo lahko zelo zapletle. Tisto, kar se pa vsi malce bojimo, ali pa bojimo pravzaprav, je, da se lahko s 1. februarjem zgodi nekaj, kar pravzaprav niče ne predvidelo. V teh medsebojnih trgovinskih odnosih je cel kup nekih določil, ki veljajo, zato ker smo pač vsi v Evropski uniji. Tiste trenutku, ko Britanci ne bodo več, nam lahko nekaj zgodi, kar nihče ne predvidel. In to je isto ključno tveganje tega 1. februarja. Torej, sledno se komisija trudi, da bi identificirala ta področja, kjer bi lahko, ampak jaz sem pričakujem, da nekje se pa lahko vendar zaplete. Mi smo imeli začna hitra eno tako zanimivo razpravo, ne? Kjer zdaj Britanci ugotavljajo, ker zdaj v okviru teh prioritetnih projektov skupnega interesa, teh 5 dni, Project of Common Interest, recimo na energetiki, zdaj ene povezave med Veliko Britanijo in Francijo ne bo. Zato, da Britanci so ugotovili, da to pa zdaj vpliva na njihov elektroenergetski sistem. Ker zdaj, če oni ne bojo imeli svojih nukleark, prej so pa nekaj, da se bojo uprli na francoske, zdaj ta kabel, oziroma 2, ki jih imajo, 3-4 nuklearke stalno šivajo. Ja, so zdaj premalo. To so zdaj stvari, ko... Zdaj smo to isto, kot so pri zelenem dogovoru, pa sledi. Zdaj, prej si ti politično delo agitacijo in si govorene stvari, zdaj so prehajamo na omazane podrobnosti, ki so pa te detalje, ki se lahko zadosirajo v elektroenergetskem sistemu na pa še enega kabla. Če to se sliši ironično, tak ni, kaj za gospodarstvo pomeni, se tudi vemo, kjer imamo področja, kjer ni zanesli, da nekaj skrbi za električno energijo, kaj to pomeni. In to za civilno prebivalstvo. Tako da, zdaj te stvari se nam bodo začele dogajati počasi. Kaj prvem in tega bo kar veliko. Tako da jaz, da se hrvaškega predsedovanja tiče, jaz verjamem, da se oni zelo optimistično povedujejo, da bodo govorili o demografskih spremembah, da se bodo ukvarjati z Brexitom po katinci. Pa proračunom, koliko počasi vsadzati. Maja Srkovna Kenta, mene pa zanima, kaj vi pričakujete vprašanje se 3 od hrvaškega predsedovanja? Definitivno se bo poskušal Plenković ukraditi, pa naduvati še malo. Če ga bi izraz uporabil, kar mislim, da bodo izkoristili v tej politični uveljavitvi. Resnica teh predsedovanju teh trojčkih je ta, da je enostavno nek tok, ki je in sicer prioritet v Evropski uniji, je treba slediti in ve se, katere so stvari, katere, kot smo omenjali, od Brexita do proračuna, ki bosta glavni dve temi. In v pogovori, ki smo imeli na našem predstavništvu, je bilo pomenljivo vprašanje, koliko prioritet si pravzaprav odločaš sam, koliko jih pa moraš slediti, pa je bilo recimo tak povšaljen odgovor, če lahko 10% svojih stvari gradiš v to predsedovanje, je to. In zdaj te niše, ki so in z hrvaške strani, jaz pričakujem 2 temi, ki bodo poskušali tudi poleg teh klasičnih, eno je ta majska konferenca o širitvi EU. To se mi zdi, da želijo Hrvati odigrati. Vzhodno partnerstvo tako, in v bistvu pa s poudarkom, da upravni izpit oktobrskega sveta, ki ga želijo maja, da bi se vrata Makedoniji pa Albaniji odprla, če ne prej, vsaj takrat. To in pa po drugi strani, kolikor se tudi s kolegi pogovarjam, na nek način želijo, ker imajo tudi komisarko za demografijo in ker je to njihov velik problem tudi, to temo spostavil tudi v luči, kot sem že prej omenil, kako bi ne izgledala določena finančna perspektiva, ki preko principa solidarnosti, strukturnih skladov kohezijske politike lahko blaži te pritiske na interne migracije. Tako da tudi to izhočakujem nekaj. Vsekakor ga bojo pa, kot sem začel, uspešno izkoristili za svoje politično pozicioniranje. Vsekakor želim Hrvaški eno uspešno predsedovanje. Predvsem pa si želim, da bo to predsedovanje bolj evropsko in za evropske interese, kot so nacionalne interese. Tukaj sem malo bolj pesimistična, kako se bo Hrvaška obnašala. Zdaj, če pogledamo, kakšna je agenda predsedovanja,
smernic Evropske komisije, res je, kar je rekel Franci, 90% praktično agende preneseš naprej zelo malo, dodaš svojega, ampak tu je nastalo zelo tesnem sodelovanju. Zdaj, ali bo Hrvaški uspelo, glede na to, da imamo izzive v Evropski uniji, ko gre za demokracijo, vladavino prava, a bo kot predsedujoča država branila te vrednote, glede na izkušnje, ki jih imamo kot Slovenija. In pa tudi, a bo zares, to pa je njena priložnost in jaz upam, da jo bo znala izkoristiti, zagovarjala in naredila več za to, da oživimo širitev na Zahodni Balkan, ker so tudi tveganja zelo veliko v nemirni soseščini v vseh državah praktično in Hrvaška ima tu dosti dobro priložnost, da pokaže, da je širitev pomembna in da tudi odgovorno in pa iskreno dela na samem procesu, glede na to, da je kar veliko konferenc predvidenih in da ima svojo izkušnjo in zgodovino iz tega območja. Jaz bom rekla, sem zadržana, ampak vsekakor želim eno uspešno predsedovanje našim sosedom v Evropskem letu. No, jaz verjamem, da bo predsedovanje uspešno, ker je vedno uspešno, ne glede to, kaj se zgodi. Zdaj, Hrvaška bo tukaj, po moje oceni, sicer zgradila teh dveh, kot Franci reči, se pravi širitev na Zahodni Balkan, predvsem bi bili Albanija, Severna Makedonija, po moje na koncu pa tudi Severna Makedonija, Albanija bo morala še malo čakati, ampak lahko se tudi zmotam. Vprašanje vzhodnega partnerstva, to bo tudi odprla, ker sta oba vrha v maju na Zagrebu. Je pa tako, dve temi sta lahko priložnost za Hrvaško, lahko sta pa zelo tvegani temi. Predvsem vzhodno partnerstvo, tukaj je vprašanje dveh držav ključno, Ukrajina pa Belorusija. Belorusija je pred tem, da se integrira v Rusko federacijo, in to ima določene implikacije. Tukaj se lahko Evropska unija notranje izredno globoko razkole. Ko se bo to začeli dogajati, to se bo verjetno začeli dogajati nekaj koncem maja, začetku junija. Glede na tisto, kar se dogaja v politiki obeh držav, se pa Rusija in pa Belorusija. Potem to vprašanje Ukrajine, kjer se Zelenski zelo intenzivno pogaja v okviru normalističnem formatu, pa tudi pogajanja potekajo v zadnji, tudi tukaj vprašanje, kako bo lahko Hrvaška vpletena v to bo. Da bo uspešno pri tem bo, to bo velik izziv, ampak jaz verjamem, da bo ta skupna zunanja služba Evropske unije zelo pomagala. Hrvaška bo seveda poskušala nekatere svoje interne teme voliti naprej, se pravi Euro, Schengen in to bomo. Ti njihove zelene bodo, ampak tu bodo omejeni, ker karkoli bodo odprli, so se tudi druge države, ki tudi bi bile potencijalni kandidati za vstop tako v Eurozono kot v Schengen, ki se morda bolj kvalificirati za Hrvaško. Ampak seveda Hrvaška bo to uporabila, potem bo tudi po mojem nek notranji politični element ob teh predsedniških volitvah, ki imajo implikacije, in so vedno, da jih bodo imele. Tukaj bo verjetno Plenković poskušal krepiti svoj lastni politični element, kar je logično. Ker bo kar nekaj izzivov, ki imajo prihajajoče za njega. Tako da ja, ampak na koncu, ko se neko predsedovanje bo uspešno, mislim, da pa najbolj vroče teme bo pa zapiralo nemško predsedovanje, to pa ima potem tudi vpliv na naše predsedovanje, gospodarstvo in tudi naše. Da ja, ampak jaz se kako želim našim južnim sosedom za tem uspešni, pa mogoče manj uspešni tehnologi situaciji. On te rekel. Čeprav pa ni pričakovati vse za Schengen, način, da tudi z tega higienskega velika političnega se takšne stvari ne pričakujejo. Ne. Zdaj bi mogoče, ker Schengen nismo še reformirali. Ampak tudi sami ne povedovali, da po tisti ocene, ki je bilo tako drugače narejeno, kakšno naprej potem poveče naše. Draša ne preteče, malo spremljamo, kaj se piše, kaj Hrvati govorijo. Mogoče samo ena informacija, ker smo imeli včeraj sestanek z našo novo komisarko za migracije varnost. Schengen bo tesno povezan z novo migracijsko in azilno politiko, kar gre nam v škodo. Glede na to, da vemo, da Schengen trenutno ne deluje, zato tudi ta skepsa, da Hrvaška ne bo malo vzhodna. Mi nismo uspeli z reformo šengenskih pravil in ga nazaj se obnoviti v prostor, ki ga poznamo. Po novem
pa to vezano s tem, ko bomo uspešni za skupno migracijsko in azilno reformo. Včeraj smo imeli sestanek s komisarko, ki je nakazala, veste, da je cela reforma blokirana v svetu, že en čas, ki je nakazala nove elemente, v katero smer bo komisija šla. In vse kaže v to, da bo cel sveže nekako umaknila oziroma probala dodelati stvari, zna se kar zatrest. Povedala je, da države ta trenutek imajo veliko zaupanja, ko gre za varnostno vprašanje in za zunanje meje, popolnoma nič zaupanja, ko gre za migracije. In to veliko nezaupanje jih blokira praktično po vseh zakonodajah, ki bi jih morali sprejemati za učinkovito upravljanje z migracijami in bo izjemen izziv postal skupaj celotno migracijsko politiko. Nakazala je nekaj možnosti, v katero smer bi šli, ampak mislim, da bo dolgotrajen proces in če malo uspeh zaupanje obnoviti, imamo lahko hude posledice, tudi kar tiče se zapiranja meja šengenskega prostora in nasploh porasta posledično populizma in skrajne desnice, če bo vsem konkretnih migracij. Ja, mislim, to če se vem sam podačni, moram dan še kaj naprej, to je nam prejšlo. To je pravzaprav kar eno strateško vprašanje. In tukaj, po moje oceni, pa bo, tukaj se pa za Orbanom pa jaz zelo ne strinjam, bo izkušnja Velike Britanije pa njenega izstopa iz Evropske unije po moje kar pomagala. Ker če gledate, kaj se je dogajalo okoli Irana pa Iraka, pa tem zgod, sicer tudi Evropske unije tam ni zelo veliko zraven, je bila pa še vedno več zraven kot Velika Britanija. Sicer britanski ministri pa predsednik vlade so bili zelo glasni, pa BBC o tem veliko pismo, ampak učinka na terenu pa Velika Britanija ni imela. In tudi pogajanja, ki že potekajo v okviru VTO-a, potekajo za Britance izredno neodobno. To mi malo pozabimo, ker to poteka v Ženevi, malo v senci, ker se pa pogovarjajo s slovenskimi diplomati, tam pa tudi drugimi, in Britanci s svojimi idejami enostavnega VTO ne morejo skozi. Isto, kar je pa zelo zanimivo pri tem, je pa, da jih Američani pri tem ne podpirajo. Ker postavlja Trumpove izjave po čudovitem prostotrgovinskem sporazumu za nek drug kontekst. Tako da za Britance bo to kar po moje velik izziv in to bo tudi lekcija drugim državam znotraj članicam Evropske unije, da se pač treba o teh zadevah malce pogovoriti in začeti malo bolj zaupati, ker veste, jaz razumem poljske zadržke, razumem mađarske zadržke, ampak Poljska gledano, da je šel brutalno rekel, zdaj pač spisane, na eni strani bo dobila neko prej ruske sosede in alternative temu razne Evropske unije, temu nima. Čemo obravni sporazum z Američani. To je premalne. Tukaj bojo države pač morali biti kot direktno sprednice. Zdaj pa komisija, tukaj pa jaz upam, da bo komisija zdaj toliko spretna, tukaj je predsednica rekla na svojem početku z nastopnem nagovoru, to bo eden večjih izzivov, tukaj komisija pa pač morala temu posvetiti in tudi svet na tem bi moral dostano delati, ker to je vprašanje, katerem Evropska unija se je živi ali pada, od tega je potem odvisno, kakšna bo naša zunanja skupna varnostna, zunanja in varnostna politika, končna obrambna politika. Če tega ne bo, pač pa tem tega ne bo. Tisto smo bili enkrat neko jasno stališče, da takrat pri pogovorih po predsedniku republike, da bomo imeli pa neke menjalne mehanizme, kakšno zagovarja Trump, pa lahko ne bomo povem, kako se bo. Je pa bilo recimo zelo primer, ko so se Italijani pogajali s Kitajci. To je to. Kitajci so dali mapo, ali pa mapo vzemite po kupe. Mi se pač ne rabimo pogovarjati, ker smo pa zelo močni. Mi se postavite Slovenijo, pa Kitajsko, pa tudi kontekst. Pa Poljsko, pa Kitajsko, če dobi svoje velike države. To je to, to je realnost danes. Jaz mislim, da na neki točki bo ta egoistični element vendarle začel delovati v tem smislu, da bomo našli ta delujoč kompromis. Ne bo pa verjetno idealno, da bo pa, ker si ne bomo prvošli, da bi prišli, da bi Evropsko unijo nekako predstavili. Sandra Frišer, Radio Slovenija. Za vse triče lahko, kako vidite, da se bo peljala ta zgodba s katalonskimi poslanci? Mislim, da zdaj na to zasedanje prvič prideta. Ja, ampak če lahko še druge dva, zdaj špansko sodišče ni odobrilo izpustitev Junquerasa in celo španska vlada pričakuje, da bo Evropski parlament čim prej odvzel imuniteto. A imate kakšne
kakšne možnosti, ne vem, vplivati, spremeniti, karkoli, kaj lahko naredite, no? Kot pač Evropski parlament, poslanci v zvezi s tem. Evropsko sodišče je tisto, ki bi naj imel zadnjo besedo. Očitno v tem primeru se ne bo odločil ne spoštovati te odločitve. Zdaj, jaz mislim, da je prihaja čas, ko se bo morala pa tudi Evropska unija, načelo s komisijo, pa potem kasneje s parlamentom odločiti, kakšen način bo to zadevo nadaljevalo. Lahko mirno rečem, pa govorim tudi z ostalimi kolegi, da je ta močnica v Španiji, ne glede na to, kdo je, ali je to socialist, ali je to EPP, če prihaja iz tega španskega dela ena modra, katalonskega druga. In imajo interno to polarizacijo neverjetno. Zelo težko pričakovati kakšne kompromise pri njih. Ne vem, mogoče pa Španija na vrsto za 7 člen. Ja, to je. Možnosti je verjetno več. Jaz najprej sem zelo vesela, da je predsednik parlamenta Sassoli se odzval, ker se je odzval po razsodbi Evropskega sodišča. Špansko pravosodje pa je to v nekaj meri pokazalo res aroganco, tudi več njihova notranja politična zadeva, šli so proti Evropskemu sodišču. Jaz si predstavljam, da odkrivam kar medijsko zanimanje, glede na to, da niso ugodili Evropski sodbi. Je pa možnost v moje dve, ali je tožba proti Kraljevini Španiji, ali pa je 7. člen. Zdaj, ja bomo v to smer razpravljali. Pri 7. členu imamo že kar nekaj izkušenj iz preteklosti, da tudi, če smo ga uspeli sprožiti kot v primeru Madžarske, uvrstiti vladne koalicije, tudi ne odločiti. Zato so večne dileme, ampak bo zanimivo spremljati naslednji teden, kaj se bo dogajalo. Mislim, da kar veliko merijo v ponedeljek. Dva pa mislim, da pričakujemo, da pride. Ja. Ne, dva bo to pride. Kjer skupina pa nekaj pride. Ne. Da nista pa čisto na našem polju. Mislim, da so jih sprejeli planski nacionalisti, ampak ok. Ja, jaz bi z planski zraven njih, no, tako da. Niste povedali, ampak ne bom tudi vredno zaradi. Ja, gotovo, zdaj vprašanje je zelo jasno. Sodišče je odločilo, ne? Zdaj pred nami se je odločitev, ali je komisija za tožbo ali pa 7. člen. Zdaj, ali bo odločitev sprejeta v Evropskem svetu, ne bo. Tisto, kar mene zdaj tukaj bolj skrbi, je to, da se število držav, ki imajo to vrstni problem, v svetu povečuje. Kar pomeni, da spet nastaja neka koalicija držav, ki marsikaj lahko na tej ravni, ker mi ne smemo pozaditi, da so dva zakonodajalca, oziroma mi v parlamentu, pa je svet. Zdaj bo ta možnost blokade še večja, kot je bila prej. Enočno bi se dovolj. Ja, ampak hočem, zdaj še večja, zdaj bo, zdaj smo imeli recimo Mađarsko-Poljsko, pa pogojno mogoče Malto, zdaj imamo že Španijo v tem klubu. Tako da to ima več širše tem, bom rekel, posledice. Jaz vsem upam, no, jaz sem se malo prišli, da nekako na neki točki v Španiji ta kompromis bo začel dogajati, oziroma se bo ta dialog začel, je pa dejstvo, da je zelo neugodno pa vpliva, da se tudi videl po teh reakcijah, Vox je zelo aktiven. Zdaj on je začutil, da tukaj lahko dobi glasove tako v Španiji, in jaz se vidim, da v parlamentu so izredno aktivni, podajajo ta svoja stališča, tudi zelo agresivno. In ja, to bo kar izjiv. Mi lahko bomo seveda v tej razpravi, da bomo tam sploh razprava potekala. Kot je bilo rečeno, Španci delujejo enotno zelo, tukaj je en glas, ne glede na politične preference ideološke. Ampak jaz mislim, da se razprava na to temo, da vendar se na Evropskem parlamentu mora štreti. Zdaj je jasna situacija. Prej je bilo mogoče neki nejasnosti, pa zdaj so jasni. Zdaj je Evropsko sodišče odločilo. Zdaj se lahko vrhovno sodišče Špansko se z neko pravno elastiko in manevri temu ne strinja, ampak v končni fazi se pa rejo pristojnosti in ravni odločanja in tukaj pač je vrhovno sodišče, da zanima, da se Špansko pravosodje odločilja direktno konfrontacijo z Evropskim sodiščem. Se ravno omenja, da se mora Lahko jaz, kolegica, sem že tudi roko dvigal, vi ste v prvi vrsti. Joj, se opravičujem, ampak se navezuje. Ja. A tudi vaše?
Dobro, kaj vprašate? V glavnem, zdaj omenili ste, da se mora razprava o Evropskem parlamentu v Kataloniji odpreti. Mogoče že katera politična skupina predlagala, glede na to, da pred plenarnim zasedanjem lahko katerakoli politična skupina predlaga razpravo na tisti plenarki. Moja v to ne bo. Naša tudi. Ne vem, naša tudi verjetno, da ne, ker malo zelo španca. Recimo lahko, da bodo odločitev, da bo politični dogovor, da pač to zeleni odprejo pa do druga. Zeleni od televizora, recimo lahko to odprejo, pa potem mi glasujemo ponedeljek, ker danes je konferenca predsednika parlamenta in danes bo dokončen vrstni red določen. Ne bi pričakovala, da se na tej temi trenutki naredi. No, sad je lahko možna, veste, možna je vedno zadnja širitev, ki jo bomo mi dobili na mizo, koliko ura, nekaj, da smo nam se streho na mizo grupo, kad prletijo zadnje pobude in bomo videli, kaj smo odločili. Če bo do tega prišlo in svoje stališče, bo zahteval golf v naši skupini, da pomeni, da glasujemo po svoji vesti. Lahko kvečem Slovenci predlagamo, ko smo posluh, v naši skupini bo prišlo po moje razkola in potem bo kompromisno, da se pač glasuje po lastni vesti, svojim zaslom. Če bo to na mizi, mislim, da mi bodo to podprli. Ali ste kakšna pa večina parlamentu, to vam pred in trenutko pa ne morem garantirati, ker ne vem. Španski vodstvo bomo gotovo zadnji. Emil Lukančič, neodvisna tiskovna agencija, mene zanima, kaj pa Assange. Ali bo Evropski parlament, ki je podprl to pobudo, da je spustitev Assange ali ne, v svetu ta pobuda, peticija zdaj teče, Evropski parlament se deklarira za zaščitnika človekovih pravic, glasu pa do danes še jaz, saj nisem slišal. Jaz nisem. Ja bom tako rekel cinično. Zdaj, če bo Britanci šli ven, potem bo lahko ta urgenca. Zdaj, mi imamo te emergency resolution oziroma urgentne resolucije za zaščite človekovih pravic. Zdaj, če je država članica, potem so te zadeve pristojnosti libre. Če pa je država članica in Britanija prvo zahtevuje za to več, bomo mi lahko to urgentno sprožili takrat, ker bo to zdaj druga država, tretja država. Recimo, če so žle naravni Venezuele, no pa niso to rekel. Ampak jaz pričakujem, recimo, peticija kroži, saj bom rekel, nekateri smo del te svetovne podpisali, pristopili, da se ta človek izpusti, ampak evropski poslanci o tem nič. Ja, zdaj sem priznal, ne, nisem več v tem sploh ni do razprave, pa ne zato, da pomoja, da bi kdo hotel to ignorirati, ampak v tem trenutku bo to kaj nekaj zadev, da mislim, da je samo prav razlog. Lahko bi pa to dali, sem rekel, lahko podpremo to petice, nekaj ne znam razprava ti pa ni bila predvidena. Tako da lahko pa to predlagam v ponedeljek, ne vem kakšno podporo, v tem, ko bomo odprli Katalonijo. To se navezuje, ne? Ja, seveda se, ampak veste, nekaj moramo se razumeti. Tako ste takrat rekli, 46 glasov v slovenskem parlamentu, v skupini naši je 108 poslancev, mi ko glasujemo. Če se večina odloči, do tega pride v skupničnih skupinah. To ni tako, da vedno uspemo dobiti kompromis. Se pač na nekaj točki se šteje. Se ne lahko v drugih skupinah, ampak pa nam tudi tako je. Tudi po nekaterih zelo občutljivih zadevah, pač to je večina. Tako da, seveda, so pa teme, mi odpiramo marsikatero debato, nekatere se zaključijo brez glasovanja, nekje so skladimo, nekje se pa tudi ne. V Kataloniji, recimo, mi smo imeli izredno žolčne razprave, znotraj naše skupine, tudi zdaj. Ampak na koncu lahko njeni stane bil predsednik, ki je rekel, da ima malo to, ker to je tako vprašanje, ki nas je zelo delila, podobno bo recimo vprašanje Severne Makedonije, tako da pač naredimo tudi neko čisto kompromis, da pač zadeve ne odpiramo več, ne bomo skrivo, to pač to je realna politika. Glede tega zelenega dogovora, ne vem, tudi vas naj s tem ukvarja. Prvo, teh 100 milijard, kar to izglašuje komisija, mislim, da to ugotoviti v občnem časovnem obdobju, ker je za to. Druga stvar pa,
Gospod Gošo, mislim, da pomeni ta konflikt med Francija in Nemčijo, kjer Nemčija zagovarja plin pa Francija jedrsko energijo. Decembra je bila ta zelo tega ping-ponga, kar se te taksonomije tiče, kaj je zelene obveznice, pa to, a je to vse izključeno dogovor, ali se to še naprej nadaljevalo? Zdaj, taksonomija je tehnološko neutralna, kar pomeni, vedno zakaj gre. V zadnje te zgodbe je zelo preprosto vprašanje. Mi bomo imeli ta prehod na obnovljive vire. In te obnovljive viri se bodo razvijali. 15 let je bila stopnja tehnološkega razvoja takšna, kakšna je bila, danes je boljša. In z leti se bo to izboljševati. Ampak v vmesnem času bo pa treba zagotavljati delovanje teh sistemov. To je tisto, kar sem rekel za Britanci. Britanci da je zelo dobro, zelo se povečuje ta delež obnovljivih virov, ampak seveda hkrati ti pa sistem vzdržujejo francoske jedrske elektrarne. To je vsaka Avstrijci. Oni govorijo, kako so oni zelo za obnovljive vire. Seveda, ker jih pač podpira češka jedrska elektrarna na sistem. Jednom so to češka nek. Hrvati je del naših pravica, našega neka in so zadeva. Zdaj tukaj v tem prehodnem obdobju so države odločile. In to ni konflikt. To je pač tehnološka rešitev, ki je v tistem trenutku najbolj primerna. Francozi pač bojo uporabljali jedrsko energijo in hkrati dajo obnovljive vire. Nemci so šli po drugi poti, imajo velik delež obnovljivih virov, za tista nihanja, ki se bo v sistemih dogajali, bojo pa pokrivali z plinskega elektrarno. Zakaj? Ker tisti, ki se grejete na plin, veste, požgeješ goril, se žge in imaš toplo stanovanje že na kakšen čas. Isto je proizvodna elektrike, zato je tudi najdražja proizvodna elektrika, ne? Na plin. Ampak to so rešitve države. Se pravi, Nemčija bo šla v to smer, Francija v jedrsko, zanimivo bo jaz recimo, kako delajo države Amerike, da veste, da kljub temu, da Trump govori, da teh omejitev ne bo spoštoval, se zaradi ekonomskih razlogov prejemo umika in pada bo delaš in raste zemljski plin in skrije v to. Zdaj se to bo, dokaj da tehnologija ne bo toliko razvita, da ne bo celotni sistem prilagojen obnovljivim virom. Ker kaj je izziv obnovljivih virov? Imate velika dihanja, ki jih mogoče kdaj čutite, tisti, ki imate indukcijo doma, lahko ukažete, ne vem, ko spremljate, jaz mogoče malo bolj determiniran te energetike, sem bolj poslovce kar profilo, v nedeljah imate večjo napetost kot v sistemu vredno. To ta nihanja, ki so zdaj večja. Imate sisteme, ki vzdržujejo tež, pa nekaj vzdržujejo. Zdaj te bo treba razumestiti. Ena rešitev je, da te ogromne baterije, ki niso takšni objekti, kot si mi zdaj predstavljamo, da je to baterija za naš mobitel, pa so to na večje zadeve. Druga zadeva je, da pač imaš tak sistemski, kot je recimo tež ali pa. Ko bomo mi recimo tež nadomešča, da bomo mogli imeti nekoga drugega. In zato recimo to državo resnično odloča. Recimo Iranci odločajo, da bomo jedrsko energijo, zemljski plin bo po Evropi izvažal, ker bo s tem služil. Nekatere države smo drugače odločili, ampak tudi Evropska komisija pravi, vsaka država ne odloča sama. Ampak to je za tistih 30 let. Zato je tako zelo pomembno, kako bo ta plin utekočinjen ali plinovodni prihajal v Evropo. Zato je ta taksonomija pod tolikim pritiskom, ker bi mnogi želeli, da bi ta prehod naredil hitreje, ampak jaz se bojim vsem, da tehnološko, in to tudi znanstveniki in strokovnjaki opozarjajo, v tem trenutku tega prehoda ne moramo narediti. Tukaj je veliko tveganja. Jaz recimo dal sem en amandma v to resolucijo za zeleni dogovor v naši skupini. Tudi govori, da bo pač tržno izpodbojena investicija pa raziskave razvoj. Bistveno bo pomembno ključno vprašanje, kdo bo vlagal v bazične raziskave. Ker veliko tehnologij, ki bo potrebna za ta prehod, je treba najprej še razviti, se pravi, moramo biti bazično znanost razviti. In to bo veliko vprašanje, kdo bo to financiral. To ne bo 100 milijard. Evropska investicijska banka je kar 350 milijard. Kitajci dajo 700 milijard. Američani dajo še več za te raziskave. Seveda oni to pač delajo drugače kot mi. In to so ta vprašanje. Jaz sem tukaj, kot sem rekel, zdaj pohajamo v tem zelenem dogovoru iz idealizma v realizem. In ta realizem je pa povedal denarjem. Kdo bo raziskoval? Kdo bo ta denar dal? Ki bomo mi dobili znanje za to. To ni kar zdaj boš rekel, zdaj pa mi imeli 100 vrhunskih fizikov, pa bomo imeli 100 vrhunskih doktorjev, raziskovalcev z področja, pa 1000, področja kemije, elektrotehnike in tako naprej. Te podatke treba malo gledati, veste, kaj se ne Kitajci dogaja, koliko enih inštitutov imajo, kolikšna kapaciteta njihovega, rekel, to je raziskovalnega inovacijskih potencijalov.
Tam imamo število, statistične podatke smo v Evropi bistveno zadnje. Bistveno zadnje. In tisto, kar mene skrbi, zato sem dal ta amandma, je, ali bomo mi sposobni prvič komunicirati in zagotoviti znanje. Vse mladi tako je razpoznam to dobro. Znanje ne tudi ključno. Imamo mi to znanje. In to razmerje med Evropo in Azijo. Pogledajte malo statistike, kakšne so. Vse hitro slike jasne. To imate recimo podatke Svetovne organizacije za intelektualno lastnino. Pogledajte število patentov, ki je prijavila, kakšna je rast, kje. Naša krivulja je takšna, Kitajska je pa takšna. To je realno. To so pa ti surovi podatki, ko se končajo tisto naše politično, da se začne konkretno. In tukaj vam rekel, malo pomislite. Sem pa zelo za to, da zavrejen dogovor. Tam know-how je tisto, kar mene malo čak skrbi. Še stavno ravno, da zelo pozorno je recimo na področju energetike, kar je tudi Klemen že podaril. Nemčija 500 milijard je še vložila v to tranzicijo, pa je še vedno njihov izpust na kilovatno uro 380 gramov CO2. Slovenija ima 220, Francija 60. In tu je zdaj ta kruta realnost, pa pri njih je vložek na gospodinstvo, na obnovljive vire približno 800 evrov let. Kar si Slovenija ne more privožiti, Bulgarija je pa 30 evrov na gospodinstvo uveljavila in vlada pada. Tukaj so vse te komponente in jaz zelen dogovor vidim, da tem, kam bo šel ta razvoj, kje bomo dobri, kaj bo kdo razvil. Ti dve tehnologiji so zdaj kot podporni za tranzicijo, pač sta prišli zraven. Jaz to vidim tudi v tej kontekstu, da recimo, če predodeva za jasni impuls, ne vem, recimo za jedrski del, da se bo v Evropi zgodilo to, da bomo, ne vem, naredili nazaj Airbus na področju jedrske energije in bo sposobnost evropske industrije proizvesti, ne vem, 10 blokov, ne pa enega na 10 let, kar se zdaj dogaja, enega v Franciji, pa enega na Finski. In tu gre za strateške zadeve od tega, kaj bo industrija vladala, po drugi strani pa na zadnjem, ne vem, če boš ti na nekem seznamu tehnologij, ki ima zeleno kljubico, ti ne bo nihče čez 5 let rekel, zdaj pa te elektrike ne bom kupoval, kar je v energetiki 30 let, 40 let planiranje zelo pomembno. Zato gre za zelo pomembne zadeve, kot tu govorimo, kar je pa Klemen, ne vem, Šanžen, ko vajemo v mesto, je v letih 18-19-20 kupil več električnih avtov, kot cela Evropa skupaj. Avtobusov, ne, avtobus. In tako da to je in to, kar je tudi, recimo, mi smo po resoluciji, ki smo pripravili, ta jedrski del sem tudi zdravljen, tisti, ki smo odprli, da je v naši predlogu ta zadeva not, bomo videli, kakšno bo usklajevanje. Prvo glasovanje, ki je bilo na to temo, je bilo s 322, 298 in favor tej tehnologiji, kar je bilo izhodišče za madridsko konferenco, bo videti, kako bo šlo naprej. Je pa to cela plejada in jaz, kot recimo, če gledate avtomobilsko industrijo, kjer se izpusti na avte zmanjšujejo, ne vem, Volkswagen ima za Slovenijo narejeno, koliko avto bo dal, ali pa vsi kaj, koliko bo dal in kakšen bo v Sloveniji poprečen izpust. In to je tisto, kar sem prej dejal in je pomembno, da ne samo opazujemo, kaj se dogaja v Bruslu, ampak bomo mi odreagirali, ki bomo dobili isto svoje nacionalne cilje, ki jih bo treba z strategijami podkrepiti in videti, kje smo pa mogoče mi, kje se najdemo. In če mene vprašate, mi se odločamo o tem, ali bomo energetsko povsem odvisni od drugih, ali bomo pa, ne vem, zgodili drugi blok, če me vprašate, koliko vem je zdaj znamo to, kar vidim te opcije. Bo pa tudi tu potem spopad geostrateški med tistimi, ki dobavljajo plin, pa med tistimi, ki imajo takšne druge tehnologije v rokih, pa do tistih lobistov, pa tistih, ki še služijo pri tem tako na evropski ravni, kot v Sloveniji. Je pa energetika 75% izpustov, zato je tako pomembno pa tranzicija proti elektriki, zato se tukaj to kvalitatimo. Ja, pa transport, ki je energetika, ki je zdrava, ki je zdrava kot energentna, ker se elektrika zopet vela kot ključno. Zanimivo je, da tukaj na razpravi sem imela in prepopa počasi.
Baltik, kjer imate pristanišče že elektrificirana koladja pripluje, to preklop na kabel in ko je ta pobuda za evropsko, so ravno te države, ki so v Baltske more postaviti, to je specifično. Zakaj je specifično? Zato, ker je poraba progromna, ne? In mi smo rekli, da bomo vrčevali za porabo energije, zdaj pa, veste, na ladja, ni to ena ladja, že je mogoče 2000 ladij, ki je priklopljeni, in že država ima za konkretno izkušnjo. Tu smo zdaj ta vprašanje, recimo za transport, ko se zdaj recimo ladje uporabljajo mazut. Če gremo mi na zemljski plin, v večini zemljski plin, veste, kakšen dodatni trg je to. Električni ladje so tudi kakšno lahko bomo imeli nekaj solarne celice, kot dopolnilno, kot hibrid. To so te dileme, ki zdaj počas se pogovarjamo v njih. Ja. Jaz se eno kratko vprašanje samo. Zanima me, ta struktura konference o prihodnosti Evrope, ta je dogovorjena tudi z državami članicami, usklajena v To je samo stališče parlamenta, resolucija, o kateri bomo naslednji teden glasovali. To so delovne skupine, ki so čez praznike znotraj parlamenta usklajevale. Mi smo imeli briefing od našega tega, ki je bil koordinator in nam je povedal, da je resolucija toliko usklajena, da jo podpira, ne vedijo, proevropske politične sile, ampak gre za mandat parlamenta. Se pravi, če bo naslednji teden sprejeta, bo mandat parlamenta. Besedilo pa obstaja, lahko nam še modificirano dostojno. Še pogajaš poteka. Ja.